Pozdravljeni. V našem prejšnjem prispevku smo govorili o tem, kako in na kakšen način sta se Evropska komisija, Evropska unija, Evropski parlament, vsi tisti tam gor zgoraj borili proti pandemiji koronavirusa. Kako so bili uspešni in kaj vse se je potem in na kakšen način poznalo pri Slovenkah in Slovencih. No, tokrat pa bomo govorili o kmetijstvu. Pogovarjali smo se z europoslancem gospodom Francem Bogovičem, ki je tudi sicer član odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja. Po Skypeu smo se pogovarjali z njim in ugotavljali, kako je bila lahko pravzaprav korona kriza tudi priložnost za slovensko kmetijstvo. Evropska skupna kmetijska politika se je v najkrajšem možnem času odzvala na krizo in skušala čim bolj temeljito odpraviti nekatere posledice. Lahko rečemo, da se je v Evropski uniji pokazalo, da je ta skupna kmetijska na nek način, skupna kmetijska politika naredila kmetijstvo relativno odporno in lahko rečemo, da je ob pretresih, kot v vseh panogah, vseeno nekako, vsaj oskrba, kot vidimo, ostala nemotena in na drugi strani so tudi z posameznimi ukrepi se je poskušal posamezne sektorje tudi že podpreti. Evropska komisija je ob koncu preteklega leta odobrila slovensko shemo pomoči v višini 197 tisoč evrov za podporo kmetom in ribičem, ki jih je prizadel izbruh koronavirusa. V Sloveniji je bilo 260 primerov ljudi, ki so utrpeli, zboleli za korono krizo in se ukvarjajo ali s kmetijstvom ali ribištvom. In ker je njim država omogočila na osnovi tega ukrepa slovenskega iz paketa 5, tudi da so bili upravičeni do 80% minimalne plače, nadomestilo za te ljudi, ki so izpadli iz tega proizvodnega procesa zaradi prebolevanja COVID krize, se jim ta sredstva nameni. Gre za nepovratna sredstva mikropodjetjem, ki delujejo v sektorjih kmetijstva, gozdarstva, ribištva in akvakulture, nastanitvenih dejavnosti ter gostinstva in pijač. Namen je zagotoviti nadomestilo kmetom in ribičem, ki zaradi COVID-19 niso mogli delati na kmetiji ali v ribiškem podjetju in so zato morali zaposliti nadomestno delovno silo za čas nezmožnosti za delo. In to je tudi neka izjema v teh sredstvih povezanih s COVID krizo, da se lahko refundirajo tudi izdatki, ki so nastajali že vse od februarja. In to je eden izmed takšnih izdatkov, ker so ljudje oboleli, ostali pač tako kot drugi, ki imajo pravico do čakanja doma, se pravi, če so zboleli ali pa če tudi imajo podjetja težave v poslovanju, so upravičeni do teh 80% plače in tu je v tem primeru se izračun naredil od te minimalne plače in to je ta znesek 197 tisoč, ki pride 260 ljudi in 80% minimalne plače. Shema je bila odobrena na podlagi začasnega okvirja za državno pomoč. V prihodnosti vas seznanimo še z ostalimi posledicami pandemije na kmetijstvo in sorodna področja, finančno in ostalo pomočjo in zmanjšanjem posledic. V prihodnje bomo govorili še o podeželju in mladih kmetih ter ženskah na kmetijah, skupni kmetijski evropski politiki ter psihosocialni pomoči kmetom. Tokrat smo se torej pomudili pri kmetijstvu, ampak ker je tema tudi za Evropsko unijo in s tem tudi Slovenijo tako široka, tako obsežna in tako pomembna, se bomo k tej temi zagotovo še vrnili. Tudi sam europoslanec, gospod Franc Bogovič, ima še veliko povedati, verjamemo, da tudi ostali. Seveda se bomo torej ob tem, ko se posvečamo naslednjič tudi drugim temam, k kmetijstvu zagotovo še vrnili. Bodite z nami tudi v prihodnje. Tokrat potrebujemo Evropo bolj kot kadarkoli prej. Objavo vsebin je podprl Evropski parlament. Evropski parlament ni bil vključen v pripravo vsebin in ne odgovarja za predstavljene informacije in stališča.